Zdaj, v prejšnjem predavanju smo že poslušali o škofijskih protokolih. Zanesljivo je v tem protokolu moč najti tudi bulo Locum Beati Petri. Bulo, s katero je papež Leon XII. 30. julija 1828 na novo vzpostavil škofijske meje in vprašanje škofij znotraj avstrijskega Primorja in hkrati s tem seveda vzpostavil novo tržaško-koprsko škofijo. Ta je takrat obsegala del Krasa, Brkine, del Notranjske, velik del obalne in notranje Istre ter istrsko Liburnijo. Papež je torej s to bulo nekako zaključil dolgoletno sago Dunajskega dvora, saj so na dvoru že od leta 1803 razmišljali o preureditvi škofijskih meja, zaprtju nekaterih škofij. Namreč menili so, da je 6 škofij, ki jih je takrat bilo moč najti samo na istrskem delu, preveč. Posebej jih je vznemirjalo vprašanje majhnih škofij, Poreča, Novigrada, kaj bodo s tem, ker ni bilo dovolj sredstev, da bi lahko sploh vzdrževali vsak svoj škofijski dvor. O preureditvi torej teh škofijskih meja pa je bilo treba poiskati tudi novega škofa, v katerem smo slišali, kako so ga iskali, kakšna je bila težava pri postavljanju, pri posvečenju Matevža Ravnikarja. Res je, on je razmere v Trstu in okolici zaradi svojega delovanja od leta 1827 že poznal vsaj deloma. Toda bolj podrobno se je lahko z njimi seznanil šele v vlogi pastirja nove tržaško-koprske škofije. Kajti škofija kot takšna je bila izjemno raznolika, od svobodnega mesta Trsta, ki se je takrat tako razvijal, pa vse do Pazina, majhnih vasic, ki so bile daleč od kakšnega razvoja, da ne govorimo še o kakšnih prometnih težavah in cestah, o čemer je tudi sam večkrat potarnal v kakšnih svojih zapisih. V samih, mogoče še to, te razmere, te težavne razmere so pravzaprav na Dunajskem dvoru zelo dobro poznali, saj so že leta 1815 v dvorni komisiji povzemali razmere stanja na terenu, o čemer je slovenski širši javnosti poročal že dr. Vincent Raš v svoji razpravi in to poročilo tudi objavil. Če se samo na kratko dotaknemo, kaj je takrat vznemirjalo Dunajski dvor. Slabo finančno vzdrževanje cerkva na teh področjih, neurejenost škofijskih pisarn, če smo prej poslušali o ureditvi, o odgovorih, o vizitaciji škofa Ravnikarja nadaljavo preko korespondence, je bilo leta 1815 popolnoma drugače. Te korespondence marsikje sploh ni bilo, še več, celo pisarne ni bilo, ali pa ponekod so rezidence škofov bile oddane zasebnikom. Tak primer je bil v Kopru. Koprska rezidenca je bila oddana zasebnikom. Zakaj je do tega prišlo? Čisto preprosto, zaradi tega, ker so bili sedeži nezasedeni. Škofov na tem področju sta bila od 6 škofij samo 2. Vsi ostali sedeži so bili izpraznjeni. In pa težava, ki je posebej bila izpostavljena, slaba razporeditev duhovnikov, večina se je namreč zadrževala v mestih, na podeželju jih je bilo malo, deloma so iskali razloge, zakaj je temu tako, zaradi znanja oziroma neznanja jezika, in pa tudi zato, ker so bile župnije izjemno raznolike, od velikih mestnih, tja do 6-7 tisoč duš, da je za njih skrbel en duhovnik, pa do izjemno majhnih 96 dušnih oseb, ki bi moral jih vzdrževati en duhovnik, ker to še župnije vprašanja. Takšne težave in na to so se sklicevali dunajški poročevalci. Novi tržaško-koprski škof Ravnikar se je torej znašel v takšnem raznolikem okolju, kjer je v 15 dekanijah njegove škofije delovalo takrat 334 duhovnikov na različnih zaupanih jim službam
ki so skrbeli za dušni blagor 187.623 oseb. Slabe razmere novi škofiji si je ogledal tudi cesar Franc in ko je vse to videl, mu je, kot poročajo Ravnikarjevi biografi, povedal, da mu niti malo ne zavida stanja, v katerem se je znašel, da pa lahko vedno računa na cesarjevo pomoč. Seveda, pohvala vsakomur dobro de, vendar od pohvale ne bo veliko, namreč potrebuje konkretno pomoč, konkretno skrb. Posebno ta skrb si je Ravnikar na prvo mesto vzpostavil izobrazbo klera. To je bila tudi pereča točka takrat. Biografi pišejo namreč takole o takratnem stanju na sami terenu. Da je le duhovnik maševal, spovedoval, svete zakramente delil in nekoliko molitev znal, za kaj več ni vprašal nobeden. Od pridig in krščanskih naukov ni bilo ne duha, ne sluha. Konec navedka. Za to izboljšanje je škof Ravnikar skušal ukrepati tudi tako, da je nekatere duhovnike pošiljal na Dunaj v Avguštineji. Že profesor Tomaž Simčič je leta 2007 opozoril na to njegov doprinos in med prvimi recimo je poslal na Dunaj na izobraževanje v Trstu rojenega duhovnika Jozefa Schneiderja, pozneje pa seveda veliko bolj znanega njegovega naslednika Juraja Dobrila. Poleg tega je precej duhovnikov pridobil, kot smo slišali, tudi iz Kranjske. Na njegovo pobudo so prihajali delovati na tržaško-koprski prostor, tržaško-koprske škofije. Tudi sicer mu je bilo v ospredju, se je poznalo, da je bil vendarle učitelj izobraževanje, šole, šolstvo v škofiji, kar smo tudi slišali, gospod profesor je to izjemno dobro opozoril tudi na vso to kompleksnost razmer. In s temi razmerami samimi se je pa bolj kot po pošti lahko seznanil na licu mesta ob kanoničnih vizitacijah samih župnij. Kako so te vizitacije izgledale, so opisali njegovi sodelavci, ko je praviloma takrat tudi podeljeval zakrament svete Birme. In kot navajajo, citiram, po dokončanem svetem opravilu so se v Farožih navadni pogovori z duhovnim, starešinami, ključarjem in tudi z enim ali več farani imeli. Prav ti opisi, kot so tule nakratko povzeli, dejansko sovpadajo s tem, kar je moč zaslediti v vizitacijskih zapisnikih z eno izjemo. Tule namreč niso poudarili njegovega izjemnega zanimanja za šole. Kajti vsakem župniji, kamor je prišel, se je zanimal, kako je s tem. In če je bila šola v župniji, kar je ponavadi želel obiskati tudi šolo, biti prisoten, se pogovoriti z učitelji, jih vprašati o razmerah, ki so tam vladale. Omenjeni vizitacijski zapisniki odsevajo realno stanje na terenu. Generalno gledano, danes, če bi primerjali poznavalci, bi marsikaj nekako lahko primerjali z bolj znanimi zapisi goriškega nadškofa Karla Mihaela Atemsa in Atemsovi zapiski. Mogoče še bolj pa na Ravnikarjevega sošolca, na knezoškofa Antona Alojzija Wolfa, medklic. Danes bi se vprašali, nehote se prikrade vprašanje, ko to primerjamo, le kakšne zapiske si škofje delajo danes. In kaj bodo o naših časih lahko raziskovalci brali čez 100 let? A sploh kaj? Vprašanje za prihodnost. V pregledanem gradivu, ki ga je ljubeznivo skrbel gospod Tomaž Simčič in se mu na tem mestu iskreno zahvaljujem, se zdi, da so Ravnikarjevi zapisi nastajali bolj v prvem obdobju, v prvih letih njegovega
delovanja, spoznavanja s tržaško-koprsko škofijo, saj segajo le v čas 1833-1835. Prvi zapis denimo v poletje 1833, ko je obiskal Milje, in pa zadnji zapis, ki ga v teh dokumentih najdemo v letu 1835 v Škedenu. Pregledano gradivo prinaša zapise za 121 župnij tržaško-koprske škofije, pisano v nemščini, marsikdaj zelo slab rokopis in težko berljiv. Na dobri strani, strani pa pol, je predstavil vsako župnijo, strnil svoje misli o zatečenem stanju. Mogoče k temu dodamo, zdi se, da je, ko je obiskoval župnije, predvsem tiste, ki so bili bolj oddaljene od Trsta, srečeval vse večjo revščino, vse večje težave in nimamo točnega zagotovila, za katero župnijo gre, ker je vložen dokument bil med vizitacijske papirje, morda gre za Lovran, morda za Reko, sam se bolj nagibam k slednjemu, vendar je to še stvar diskusije, pa mogoče bo protokolna knjiga odgovorila na to. Zakaj? Dokument, vpisan tokrat v italijanščini, z zapiskom Ricordo, zaznamek, namreč navaja 10 točk, neke vrste navodil duhovniku od tega, da mora poskrbeti za očiščenje cerkve, torej očitno ni bila, kakor tudi za težave, ki so nastale pri vzdrževanju kanonične hiše. Toda bolj kot ti kratki zapisi v zadnjih točkah so mogoče bolj pomembne prve, kjer se odseva vse tiste razmere, recimo različnost uporabe katekizma in neenotnost molitev, na to opozarja. Ali vsak duhovnik ne bi torej uporabljal različne, da je treba poenotiti? Ureditve svetih maš, ki morajo biti ob primernih urah, da bo za ljudi primerno, da bodo lahko se jih udeleževali. Seveda pa ni umanjkal tudi zapis, ki je poudarjal spoštovanje do podružničnih cerkva. Zanimivo, v italijanščini, jaz ne znam italijansko tako dobro, ampak mogoče gospod, pa bo kar sam poskusil. La chiese filiali della parrocchia rispettate e non trattate da taverne a prostituite in altro modo. To je zapis, upozorilo, da je vendarle potrebo drugače, ne se ne uporabljajo kot kakšne gostilne ali drugače nespodobno. Zdi se torej, da je do takšnih zlorab ali teh stvari prihajalo, če je tukaj opozorilo na to. V drugih točkah pa so bolj tiste klasična opozorila o slabem gmotnem stanju, o neplačevanju taks, recimo za vzdrževanje pokopališč, mrliških vežic in tako naprej. Čeprav so ti zapisi mogoče res vezani le na eno župnijo, pa vendarle nas opozarjajo, da razmere v sami škofiji niso bile niti malo prijazne in prijetne. Ob tem je pa seveda prihajalo tudi tam do prerekanj, do vprašanja financiranja, kdo bo kaj plačal ali pa ne bo več plačal. Takšno se najde tudi pritožba občine Klana, ki se je pritožila nad patronom farne cerkve svetega Hieronima. Cerkev je bila, kakor piše v pritožbi, ena najrevnejših v škofiji. Celoten njen kapital so bile le obresti 35 goldinarjev, kar je pa zadoščalo le za nekaj mesecev za sveče in sveta olja. Zato je vrsto let cerkev poleg vseh faranskih dodatkov doprinosa podpirala z denarjem občina. Zato je politična oblast potem od patrona zahtevala poročilo, finančni obračun, kar pa Jožef Negovič, ki je bil takrat patron župnijske cerkve, ni želel predočiti. Temu ustrezno je prišel odgovor oblasti in občine, da ne bo več podpirala župnijske cerkve s financami. Se pravi, zaradi kapric posameznikov je prišla župnija v težave. Spet, nič novega pod soncem tudi danes.
Kako se je zgodba s tem financiranjem dokončno razpletla, bi najbrž res spet izvedeli iz protokolov, a tukaj to ni naš namen. Želeli smo le pokazati na nekatere težave, s katerimi se je Ravnikar ob svojem delu srečeval, na druge pa nas opozarjajo še zapisi v poročilih. Le na kratko bomo predstavili dva poročila, takšna za župnijo občine in Dolina. Obe je Ravnikar vizitiral leta 1835, na občinah je bil 19. avgusta, v Dolini pa je zakrament Svete Birme podeljeval 3. septembra. Prva stvar, ko beremo zapiske o občinah in obisku, piše prometne povezave, urejenosti cest. Temu je namenil kar en cel odstavek, kako je priti do občin, kakšne so poti, ki so seveda igrale pomembno vlogo pri delu duhovščine za dušni blagor zaupanega in ljudstva. V župnijo je prišel že dan prej, 19. avgusta, pa je že ob 6. uri zjutraj maševal v farni cerkvi svetega Jerneja, nato delil zakrament Svete Birme in končal je šele ob 11:30, pa nato takoj obiskal šolo in srečal tam 49 učencev. Na kratko je tudi zapisal, zelo lapidarno je pohvalil šolo, kako se dejanja postavljajo. Potem pa se je posvetil opisu farne cerkve, cerkvene opreme, spet zelo lapidarno piše, ne vem, samo našteva, 3 bakreni kelihi, cibori, neosnaženi paramenti, treba jih je očistiti, takojšnja navodila zraven. Orgle imajo ali nimajo, samo da, ne. V kratkem zapisu je predstavil tudi finančno premoženje, to je vedno naredil pri vsakem opisu. V tem primeru, koliko je zemljiške rente, 55 goldinarjev, kapitalski deleži, ustanovni kapital, 37 goldinarjev in iz naslova donacij oziroma vseh darov je prišlo še 10 goldinarjev na leto. Cerkveni računi, urejeni, neurejeni, tukaj so bili urejeni, je bil zadovoljen. Cerkev sama je bila urejena, prav tako župnišče, posebej je izpostavil, da je bila na novo zgrajena kaplanija, naštel kako, kakšne so, kateri prostori so bili, premogla je recimo kaplanija prostorno kuhinjo, da je podkletena z majhno kletjo in da v drugem nadstropju sta 2 sobi, ena je namenjena bila za razred, za šolo, manjša izba pa najverjetneje za učitelja. V župniji, piše, je obstajala tudi ustanova, ki je nudila štipendijo več osebam. To je tudi ena pomembna točka in v prvi vrsti tudi našteva, kdo je bil tisti, ki je do te ustanove upravičen. V prvi vrsti, kot navadno, so sorodniki ustanovitelja, v drugi vrsti pa vsi, ki prihajajo iz župnije občine, in v nadaljevanju, če teh ne bi bilo, nobenega od teh kandidatov, lahko tudi iz Trsta. Takšna je bil zapis poročila o finančni situaciji in šolstvu. Pomembno se mu je zdelo pregledati župnijsko pisarno, župnijske knjige, cerkvene matice. Tukaj je pohvalil posebej, da so lepo urejene, redno vodene, omeni pa še posebej izrecno status animarum, ki ga je napravil Franz Dagerman. Prav njega z imenom in priimkom, redko to ponavadi samo in ordnung, tukaj pa kdo je to pripravil. Seveda je župnik povedal tudi svoje poglede, se je z njim pogovoril, kot smo slišali. Župnik je povedal, da mora precej rotirati, hoditi tudi prosek, kontovel, kako je s tem obiskovanjem. Čez kaplana ni imel nobenih pritožb, je bil z njim zadovoljen. Tudi samim poslovanjem je bil zadovoljen in v župniji, kot piše, ni bilo nobenih prepirov, nobenih odprtih konfrontacij. Sam odstavek je končal z zapisom, da se vsi udeležujejo velikonočnega izpraševanja in svete spovedi. Tudi s kaplanom se je pogovoril, vprašal o situaciji in tudi kaplan je izrazil svoje zadovoljstvo, prav tako pa tudi župan, predstavniki župnije, s katerimi je govoril. So pa kljub temu, čeprav so izrazili zadovoljstvo, nakazali zlasti župan tudi na možnost določenih izboljšav. Ampak, saj vemo, te so možne vedno, tudi danes.
Tisto poletje, 3. septembra, kot rečeno, je obiskal še dolino, župnijo, ki jo kdo danes, bolj kot po častitljivi zgodovini in tem, da je to pražupnija, pozna bolj po sveže odprtih razpravah glede zvonjenja zvonov v cerkvi svetega Urha. Leta 1835 to gotovo ni bilo vprašanje. Je pa zato škofa Ravnikarja zelo zanimalo, kako se odvija pastoralno življenje, kakšne so razmere. Tja se je pripeljal že po noči 2. septembra in kot piše, je bil prihod sicer formalen, a v skromnih ozirih. Vsi njegovi biografi poudarjajo, da ni ljubil velikih slovesnosti zunanjega blišča in je povsod zahteval, če se le da, da ne bodo pripravljali kakšnih bučnih sprejemov, streljanja s topičem. Edino, kar pritiče škofu je, če že pride, da zvoni cerkveni zvon. Pa nič drugega. Tako da to potrjuje, kar navajajo biografi. Naslednjega dne, tako kot običajno, slovesnosti v 7:45 zjutraj, zaključijo 11:45 in v tem času je, tukaj pa piše, Ravnikar podelil zakrament svete birme 30 do 40 osebam. Zanimivo, ni podal točne številke, kar lahko najdemo recimo v Wolfovih vizitacijah, izjemno točno navaja, koliko jih je birmoval. Tukaj pa 30 do 40. Posebnih pritožb tudi tukaj med duhovniki ni bilo. Mogoče edino Franc Koršič je menil, da mora v primeru želje po sveti spovedi zanjo posebej prositi ob nedeljah in praznikih. Se pravi, ni bilo to samoumevno, že kar urejeno, da bo pred prazniki spovedovanje. Si moral zato kar prositi. To je bil en tak očitek. Prav tako je imel očitno Koršič nekaj težav s prejšnjim kaplanom, saj je imel kar nekaj pripomb nad njegovim delom, toda sedanji ta pa upravlja svoje delo zgledno. Vizitacijski zapisnik tudi tukaj daje nekaj vpogleda v samo finančno stanje, omenja tudi zaostanke plačil. Župnik je vodil sicer vse matične in druge knjige, kakor je predpisano. Edino težavo ali nezadovoljstvo je imel z Zabrežcem od leta 1808, pa ni želel postopati preveč energično, ker bi v tem kraju lahko potem s to energično nastopanjem povzročil preveč težav. Najbrž je takrat vprašal škofa, kako bi to diplomatsko lepo rešili. Presenetljivo, škof se tukaj ni posebej zapisal, kaj točno ni bilo pravilnega, morda kaj, česar ni bilo za zaupati papirju. Prav tako je bilo lepo prebirati Ravnikarjeve zelo skope opise cerkve. Ponekod je zelo bogat s svojim opisom, tukaj pa zelo na kratko. Omenjal je le večno luč v cerkvi, pa opozoril na nekatere nepravilnosti, kakršne so bile tudi že v prejšnji župniji. Ni pa opisal recimo, ali pa podal števila oltarjev, ker to je navadno bilo zapisano, tukaj pa nič. In pa podobno kot poprej, pogovoril se je še s kaplanom, ki je bil zadovoljen s svojim župnikom. Edino težavo je imel s pobiranjem kolekture, bera. Tudi župnik Petrovič ni imel žal besede v svojem sodelavcu kaplanu, zdaj pa kakšno besedo že namenil v pogledu v upokojitvi, od katere pa očitno še vedno ni bilo nič. Edino le, kar je zapisal, kar je dodal škofu, ja, zdravnik me je pa obiskal 23. avgusta, očitno je že bolehal. Škof Ravnikar je za konec vizitacijskega zapisnika opisal še razgovor z učiteljem Pibernikom. Povedal je, da starši za šolo skrbijo sami po svojih močeh, tudi finančno stanje je Ravnikarja zanimalo, koliko pa dobi plače, in navaja 80 goldinarjev za službo učitelja in 56 goldinarjev za službo organista. Kolektura mu je prinesla pa še 10 goldinarjev. Zadnji zapis za župnijo svetega Urha v tem poročilu pa se nanaša prav na učitelja in pravi, ki je mu očitno zaupal škofu: "Alle Schulrequisiten musste ich selbst bestreiten. Von 30 Guldiner dafür als Vorschuss." Se pravi, vse šolske rekvizite je plačal učitelj Pibernik sam in to že vnaprej. Verjamem, da je s tem, ko je to povedal škofu,
mu ta, kako pozneje naklonil kakšno tiho podporo, se je bil znan potem Ravnikar, da je podpiral takšne zadeve, tudi finančno, pa stran od oči in javnosti. Naj sklenemo to popotovanje med zapisi in podatki z ugotovitvijo, da oba eksemplarična primera vizitacijskih zapisnikov le še dodatno potrjujeta Ravnikarjevo živo skrb tako za dušne pastirje, odnose med njimi in zaupanimi farani, kakor tudi za težke gmotne razmere, v katerih so delovali. Nič manjša pa ni bila njegova skrb za izobraževanje tako duhovnikov, kakor tudi vernikov, na kar so posebej opozarjali že vsi Ravnikarjevi biografi doslej. Morebitna temeljita študija vizitacijskih zapisnikov bi to le še dodatno osvetlila, kar pa ostaja neke vrste izziv za naslednje bodoče raziskovalce. Hvala lepa.